Dober večer. Vonj bencinskih hlapov, motornih hrup, usnje in veter v laseh. Vse to so stereotipne predstave o motoristih, ki so nam jih prinesli filmi. No pa vendarle večina slovenskih ljubiteljev hrumečih motorjev ni brezglavih nepridipravov. O življenju slovenskih motoristov, njihovi varnosti, delovanju in izobraževanju v motorističnih klubih in pa njihovem humanitarnem delovanju z mojimi gosti. V studiu pozdravljam motoristko Blanko Erhatič. Blanka, dobro večer. Pa člana motokluba Perniški asi Aleša Megliča. Dobro večer. Ter člana in idejnega očeta motokluba Pohorski Abohi Danijela Pehanta. Dobro večer tudi vam. Za sam začetek, Danijel, takšen stereotipen motorist ste danes v našem studiu. V čem je čar motorističnega življenja za sam začetek? Čar motorističnega življenja predvsem v svobodi in, tako sem rekel, veter v laseh, druženje, kot klubi se družimo, se pravi, na svojih klubih in potem klubi med sabo. Vsekakor je zanimivo videti žensko na motorjih. Vseeno v filmih jih vidimo za motoristom. Vi upravljate sam motor. Kako na vas gledajo kolegi? Konec koncev že nekaj tisočev kilometrov imate vendarle narejenih, tako da niste ravno sveža motoristka. Ja, motor vozim zdaj, mislim, da 6. sezono. Kar se pa tiče moških kolegov motoristov, pa mislim, da kar z veseljem pa z užitkom pogledajo za vsako motoristko. Motoristke smo ponavadi bile bolj kot sopotnice na zadnjem sedežu, ampak tista, ki vsaj enkrat proba malo sama zapeljati, po mojem ne more nehati. No, vsaj meni se je tako zgodilo, da ko enkrat probaš to moč, to svobodo, spontanost, ne moreš nehati. No. Aleš, kakšna letošnja motoristična sezona? S poletjem ali pa to pomladjo nismo preveč zadovoljni, tako nasplošno. Kaj pa pomeni za motoriste? Za motoriste smo letos, bom rekel, kar relativno hitro začeli. Nekateri smo že srečali tudi že v januarju, te strastne motoriste. Drugače pa, kak se pokaže malo toplo vreme, tako so pa že vsi zunaj, tako kak ptički z vejic. In tako da bom rekel, jaz sem štartal oziroma začel z motoristično sezono že v marcu. Tako da letos imamo kar naklonjeno vreme, koliko je proti lanskem letu. Lansko leto smo se še po maja greli doma, smo bili bolj zapečkari še ne. Naše gledalke in gledalci lahko vidijo, da ima tam del klubske opreme, če tako rečemo, sta člana motoklubov. Blanka, vi niste, vi ste svobodnjakinja. V čem je razlika med motoristi svobodnjaki in motoristi člani motoklubov, če je kakšna, Blanka? Ja, je razlika. Klubi vseeno imajo neka pravila, neke obveznosti. Jaz teh podrobno ne poznam, ker nisem član nobenega kluba, se pa rada pridružim vsakemu klubu, ki me povabi medse. In tako kot grem rada k njim na njihove prireditve, pa na njihove prireditve in še marsikere druge, se mi zdi, da ne morem biti član ene skupine vezana na eno mesto. Vas pravila preveč omejujejo? Ja. Nočem pravil, nočem obveznosti. Jaz hočem po svoje in vse posod, da sem kjerkoli pač se dogajajo motoristične prireditve. Danijel, kakšna pa so pravila v motorističnih klubih? Pravila v motorističnih klubih so zelo različna. Prvič, motoristični klubi izhajajo iz Združenih držav Amerike in imajo popolnoma drugačna pravila, kot jih imamo mi, MK klubi. MC klubi imajo določena pravila, zelo stroga pravila. Motoklub je pa ustanovljen v bistvu po tej slovenski zakonodaji o društvih. In je lahko član vsak. MC klubu ne more biti vsak. Tako da mi smo čisto taka v bistvu društvo, motoklub društvo, ker se pač je poglavitno druženje brez kakršnihkoli pravil, pa da nekaj naredimo, nekaj dobrega. Ravno to, številna motodruštva po Sloveniji redno pripravljate izobraževanja za vaše člane, sploh na začetku sezone, da nekako pridejo v tisti pravi tempo, da se znova po tem zimskem počitku znajdejo na cesti. Pa vendarle velikokrat poročamo o prometnih nesrečah motoristov. Žal velikokrat ugotavljamo, da motoristi niso krivi ali pa povzročitelji samih prometnih nesreč. Kako se ostali udeleženci v prometu obnašamo do vas, motoristov, Aleš?
Bom kar tako rekel, na začetku vsake sezone je priporočljivo, recimo mi v našem klubu prirejamo na začetku leta z prometno policijo Maribor šolo varne vožnje, da spet malo obnovimo poligon, da spet pridemo na cesto. Je pa res, da zakon na naših slovenskih cestah je vedno bil tisti pravilo močnejšega, kar ni, oziroma večjega ali kakorkoli že. Vseeno, motoristi smo bolj izpostavljeni bili vedno in bomo, isto kot kolesar, pešec, napram avto, tovornjaku, kakorkoli že, smo izpostavljeni. Treba je čuvati, treba gledati, vedno moraš biti previden, predvidevati, vedno predvidevati, ker nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom. Blanka, kakšnih ali pa katerih situacij vas je na cestah najbolj strah? Mene je najbolj strah, ko se avtomobili pred mano razvrščajo iz enega pasa na drugi pas brez smernikov. Ko se mu pripeljem od zadaj in ga gledam, čakam ga v ogledalu, da me pogleda in tega ni, zato ker on mora na Facebook nekaj napisati. Ali ker se gospodična šminka, naslednji kadi, tretji je malco. So tudi že brali časopise za volanom, ne, med vožnjo. Ljudje se sploh ne zavedajo, da se igrajo za življenje drugih ljudi. Nekdo, ki sedi v avtu za volanom, na 4 kolesih je čisto nekaj drugega kot pa motorist, ki je na odprtem na 2 kolesih. In vozniki, ki še niso nikdar vozili motorja, se sploh ne zavedajo, kaj to pomeni. Ko ti motorista že vidiš, je ponovadi že prepozno. Ampak še vedno vzamejo prednost. Ljudje nimajo časa počakati 10 sekund, vsi so nestrpni in... Mnogi vozniki avtomobilov bi sicer v tem trenutku oporekali, tisti, ki so na motorjih, so norci, vozijo prehitro, izsiljujejo se, prerivajo. Kakšne so morda vaše ugotovitve? So vaši člani malo nebrzdani na trenutke? Verjetno je, kdo to sigurno, ampak cestno-prometne kulture v Sloveniji ni. Jaz mislim, da bi morali začeti izobraževati že v vrtcih, da se od malega začnejo vzgajati ljudje, ki bodo upoštevali cestno-prometne predpise, ker na koncu z svojim nepremišljenostjo in s tem lahko tudi ubija človeka. Poglavitno za motorista je tudi varnostna oprema. Kaj naj ta obsega oziroma kakšna naj bo? Ponavadi ni ravno najcenejša varianta najboljša. Najcenejša ni najboljša, pa najdražja tudi ni najboljša. Nekaj treba izbirati prvo kot sebi, da ti paše oprema, da je to, in to je prvo je čelada, hlače, jakna, ki je podložena z zaščitniki, kolenčnimi, komolčnimi, hrbtni, v glavnem vse, škornji, rokavice, podkapa je včasih tudi fajn, da je. To je to, pa motoristični čevlji, ne? Pa se razlikuje tale varnostna oprema od motorja do motorja pri nekih težjih Harley Davidson motorjih izgleda, ki vozijo nekoliko počasneje, se da pogledati tudi skozi prste, ali je vendarle priporočljivo? V vsakem primeru je priporočljivo, to je sigurno, ne. Ker padec pri 50-60 km/h je lahko tudi lahko smrten na koncu. Ampak je pa tako, da čoperisti se pač malo izogibamo tej večji, močni, težki opremi. Čelada pa ostaja. Čelada pa je obvezna, pa rokavice. Blanka, pri vas ostajajo tudi na motorju visoke petke. Ja, jaz ne bi neke reklame delala reči za to. To načeloma niso, to sploh ni motoristična oprema, ne. Ampak da se pa peljati dokazano, zelo praktično. Jaz, na primer, tako kot sem danes prišla k vam v studio, tako grem jaz tudi z motorjem v službo, tudi sem se pripeljala v tej opremi, ampak svetovala in ne bi nikoli priporočala, res ne. Ni to motoristična oprema, pa še pa zelo. Sploh, ko je zunaj 30 stopinj, ampak ni prav, ne. Priznam. Vsi malo kršimo včasih pravila. Sicer pa, če se vrnemo nazaj k motorističnemu načinu življenja, k druženju v klubih, v čem je njihov čar? Kaj da članstvo v nekem motoklubu, sploh za mogoče nekoga, ki razmišlja o nakupu opreme,
kaj lahko izve pri vas morda? Lahko. To je čist od vsakega posameznika odvisno, kakšen motor hoče voziti. Ne. Na koncu, če pride v klub, pa da se vpraša za mnenja, ima veliko izbiro, vozijo take motore in se z lahko vsakim pogovori, na koncu pa lahko tudi proba. Pa je veliko ljudi, ki niso motoristi, ki prihajajo na vaša srečanja, konec koncev jih organizirate precej v različnih delih te aktivne motoristične sezone. Je ogromno ljudi, bom rekel, radovednežev, ljubiteljev, takih strastnih, ki niso motoristi, pa bi radi postali. Dejansko si pridejo malo na oči na pašo pripeljati, tako bom rekel po domače. Eni imajo zanimanja, tako kak je že rekel Dani, za čopere, kak je, posvetujejo se dejansko za klubi, z samimi lastniki, vsakega vpraša, s čem je zadovoljen, s čem nisi zadovoljen. Je res dosti takih že, ampak vedno več jih prihaja pogledati, potem naslednje leto pa jih že vidiš, da se že pripeljejo z svojim konjičkom. Motorji so takšen del sanj, verjetno 90% tudi slovenskih najstnikov, fantje, verjetno zelo radi pogledajo. Kaj naprimer svetujete staršem? Običajno je strah pri starših ogromen, če se mu kaj naredi, kako. Je morda tudi dobro razmisliti o tem, da otroka pošlje na vaše srečanje, pa da mu vi mogoče malo bolj resno razložite stvari? Normalno, vsak otrok lahko pride, vsak starš lahko pride po mnenje, dopovemo lahko lažje iz izkušenj. Je pa tukaj tak, treba imeti tudi neko zaupanje v otroka, otrok pa mora imeti tudi neki rešpekt pred samim motorom, ker to je vseeno stroj, ki ni zdaj to tako, da bi rekel, zdaj pa imamo mi kolo, pa se bomo peljali. To je odgovornost, to je predvsem odgovornost do svojega življenja. Če pa še imaš koga zadaj, pa je odgovornost do drugega življenja tudi ne. Vsi trije naredite na leto v tem času motoristične sezone več tisoč kilometrov. Čem je čar teh tisočakov na motorju, Blanka? Jaz jih poprečno delam tam med 12 do 14 tisoč. Najrajši se zapeljem v Grčijo, da si privoščim te moje 3 tedne dopusta in enostavno odprem karto, pogledam, kje še nisem bila, rečem tu in grem. Omogoča motor torej večjo svobodo kot pa avtomobil? Super je, ker nimam nobenih načrtov točnih, ne gledam ure, ne gledam datumov, nič. Kjer mi je všeč, tam ostanem, kjer mi ni všeč, se odpeljem naprej. Spoznavam ljudi, nove kraje, dogodivščine take, da si jih ne moreš zamisliti. Tako da res, meni motor res da za dušo ogromno. Daniel, vam so ljubše krajše ali daljše motoristične relacije? V bistvu sem bolj na krajših turah, tak, od kluba do kluba, pa malo od bifeja do bifeja, na kavo. Na kavo. Ja. Enkrat letno malo daljšo turo. Lani smo na primer ena skupina bili v Splitu na koncertu Rogera Watersa. Obiskali smo takrat po poti dol v Travniku en bosanski klub, potem na Hrvaškem en hrvaški klub. Tako da kaki tedni ena taka tura na leto. Aleš, kaj se zgodi, če motorist sreča boljšo polovico, ki nima rada motorjev? Težko. Potem takem, če reče naj izbere, ponavadi vsak motorist izbere motor. Tista glavna ljubica ostane motor. Glavna ljubica se verjetno malo spremeni, kako imate to pri vas? Sta oba motorista, imate vsak svoj motor ali delita enega? Z ženo smo oba dva motorista, oba dva imamo izpite za motor, skupaj smo delala izpite za motor. Res pa je, da imamo en motor, ona uživa vzadaj za mano. Občuduje okolico, samo reče, vidiš to, jaz rečem, ne vidim, ker moram gledati naprej. Skratka, uživamo oba dva. Prepuščate nebelancanje? Ne, ja, hočem, ampak reče, ne, to je tvoje. Se prepusti bolj uživanju. Zakaj se tako malo žensk odloča za motorje? Morda tako po prepričanju malo? Vedno več jih je. Res, vsako leto v avtošolah, ko gledamo, vedno več gospodičn, ki so se opogumile. Nekoč so bile te kot sopotnice, danes to ni več tako. Tako da res, tudi ženski motoristični klub obstaja v Sloveniji, ogromno je članic.
Koliko? 80. Lepo, res, vedno več, vsako leto. Kako pa so vaši starši gledali na to? Ja. Jaz vem, da mojo mamo je vedno strah in ona je najbolj srečna, ko jaz pridem domov iz daljše ture ali tudi krajše, ampak glede na to, da ve, koliko mene to srečuje. Mislim, da je bila ona edina in glavna, ki mi vseeno da podporo in pravi, moraš, ker vidi, da je to, kar jaz hočem početi v življenju. Pri motoristih je sicer vedno znova, ko smo že prej dali na začetku sezone, neko usposabljanje, izobraževanje, številne organizirate. Kakšno je zanimanje med vašimi člani? Se raje sami ali vendarle se preizkusijo na poligonu? Tudi lahko smo videli pred kratkim na malih zaslonih, kako ta trening ali pa uvajanje na začetku sezone izgleda. Bom rekel, da se kar udeležujemo. Kak nam le čas dopušča, da se potem dogovorimo za termin, v večini, bom rekel, skoraj vsi. Pridemo, tudi kot imamo blagoslov, tudi danes sam ve, tam smo imeli tudi šolo varne vožnje za policijo, z reševalci. Mislim, da je skoraj vsak šel probati ta poligon, ker si misliš, bom šel, pa ne bom šel, ne pa grem. Grem, da malo probam, ker je le poligon, to je šola. To je isto kot na cesti. Ste motoristi tudi kaj vraževerni? Jaz sem malo. Jaz imam enega takega malega angelčka na svoji ročki. On me spremlja na vseh teh mojih podvigih. Vsak dan, ko pridem z motorjem domov, ko ga sparkiram v garažo, res rečem hvala, da sem še lahko, ker kolikor je to užitek in veselje, toliko je smrtno nevarna igračka. In mislim, da moramo imeti vsi spoštovanje do motorja, neki zdravi strah mora biti. Ker ko si enkrat preveč pameten pa prehraber, takrat se zgodi nesreča. Motor je tudi velik strošek, ali pač? Sigurno je strošek, ampak danes je nekako tak, da imaš kar izbiro od dobro ohranjenih, rabljenih motorov, jasno, do novih. To je pač, potem je pa strošek vožnja, vzdrževanje in tako dalje, ne. Prej ste omenili druženje z številnimi tujimi klubi. Kje smo Slovenci, kar se tiče lastnine motorjev, tudi cenovnega razreda le-teh, in koliko odstotkov nas ima radih te motorje, konje med nogami? Bom rekel tak, ta rating se kar dviguje iz leta v leto. Vedno več jih prihaja. Se pravi, kot neki novinec imaš en motor, vedno nekaj boljšega, novejšega. Je pa cenovno, v cenovnem rangu, ja, smo kar gor. Smo kar med, bom rekel, nekje na... Nimamo slabih motorov, pa nimamo zdaj nekih vrhunskih tudi, ne bom rekel, kar dobro povprečje držimo. Z leti vedno več. Evropsko? Evropsko. Dobro, številna društva organizirate, poleg izobraževanj, druženj, tudi različne humanitarne projekte. Konec koncev tudi Pohorski Abohi, ravno tale konec tedna, začne v soboto, zbirate sredstva za živali, konkretno z Društvom za zaščito živali Maribor, dobrodelno prireditev Motoristi za živali pred kulturnim domom v Hočah. Zakaj ta komponenta delovanja motoristov? V bistvu smo se zaradi tega odločili, ravno zaradi tega, ker je ogromno teh srečanj. V bistvu pa gre se posod za druženje, ne? Ampak če se že družimo, zakaj se ne bi družili za to, da bi nekaj dobrega naredili? In smo se pač s tem društvom za zaščito Maribor, živali Maribor, odločili, da dajmo skupaj narediti neki dobrodelno prireditev, ne. Tako kot rečeno, bo to soboto, 7. junija pred kulturnim domom v Hočah ob 12. začnete. Tako. Vaši motorji, glasba in živali, prijetno združenje. Sicer pa tudi številne krvodajalske akcije lahko vidimo, organizirate sami motoristi. Kakšna je udeležba? Se motoristi zavedajo, da konec koncev izpostavljena cesta Blanka je prej opozorila, da je to skoraj smrtonosna igračka, če ne ravnaš preudarno z njo, da je dobro dati, če
lahko potem pričakuješ tudi nazaj? Sigurno je dobro dati. In je kar udeležba temu primerna. Ljudje, motoristi se zavedajo, da smo pač rizična skupina in da na koncu lahko pomagamo sebi, drugim, drugi pa nam. Za vse tiste, ki nas gledajo v tem trenutku, imajo že nekaj časa željo, da bi vendarle sedli na motor, si ga umislili. Kaj svetujete vsem, ki morda v nekem trenutku razmišljajo, kaj je tisto, kar najprej je treba narediti pred tem usodnim korakom zasvojenosti z doktani hitrostjo vetrom v laseh? Prvo morajo izpit narediti, ne? To je prvo, da bojo imeli, ne? Drugi korak z izpitom je oprema. Meni so vedno svetovali, kupi si prvo opremo, potem motor. Ker če si boš prvo motor kupil, potem si opreme ne boš nikoli več kupil. Takšne, kot bi si mogel kupiti, ne? In to smo tudi naredili. Se pravi, opremo, potem pa smo šla na motor. Zdaj nekega, bom rekel, naj ne ciljajo nekam visoko z kubikažami in z konji. Počasi. Isto kot v šoli. Prvi razred, da pridemo do 9letke do konca in potem naprej. Se pravi, izkušnje kilometri potem delajo tudi svoje stvari. Ampak prvo oprema, potem pa motor, da smo si na jasnem. Blanka, za vsa dekleta, ki razmišljajo, da bi postale motoristke, je potem moške kaj strah, babenc na motorjih? Lahko jih je, ja. Naj jih kar bo. Ne rabi biti. Ne vem, zakaj bi jih moralo biti strah. Jaz mislim, da fantje zelo radi pogledajo za ženskami, motoristkami. Tudi so ponosni na njih. Mislim, da tu ni neke diskriminacije zdaj, to ni za vas, da ste ne vem kakšne, ne. Mislim, da so kar ponosni klubi, če imajo članice, ki znajo same obvladati tem konje. Kaj pa stereotipi? Nekako splošno veljajo, da je ženska že šla slab šofer na 4 kolesih, kaj šele na 2. Ja, to samo zgleda tako. Ne, to ne velja, ne. Za vas užitek je verjetno tudi del motorizma? Sigurno, ja. Predvsem užitek, zato imam motor, da se vsedem vsak dan na njega, pa se odpeljem. Za čisti konec morda samo še to, če, kot rečeno, nekdo razmišlja, je dobro priti tudi na vaše srečanje, ali se bo prej prestrašil ob nevarnih motoristih v usnju, v brzenju, v vožnji po zadnjem kolesu, ste ali vendarle, ko se odprete za javnost, malo date nogo s plina? Jaz bom rekel, vsak je vabljen z odprtimi rokami, z odprtimi durmi na naša srečanja, na naše blagoslove, tako naprej. So pa to tisti predsodki, ne? Aha, motorist potetoviran, pa celi tu tak ima vse nekaj gor, pa to so taki čudni, pa to so, ne? Ampak ni res. Vsi smo tako kot muceki. Pa vendar, za konec bi še opozorili na eno stvar, ki smo sicer omenili že prej, ravno na to previdnost ostalih udeležencev v prometu, tako kolesarjev, pešcev in tudi ostalih avtomobilistov. Kaj je tisto, na kar naj bodo previdni še posebej v teh dneh, ko bomo tudi malo mogoče bolj sproščeno zaradi začetka dopustov, zaradi začetka počitnic se obnašali tudi na cestah? Na kaj naj pazijo, da vas ne odnesejo sabo ali pa da ne končajo pod vašimi kolesi? Jaz mislim, da bi ljudje morali biti strpni. Da če treba počakati tistih 10 sekund, da se motorist odpelje po prednostni cesti mimo, naj počakajo. Mislim, da naj gledajo ogledala, zato tudi so, ne. Preden se razvrščajo, naj pogledajo, naj dajo smernik. Naj bodo, če so za volanom, naj bodo za volanom, naj ne telefonirajo, naj ne pišejo teh sporočil. To vse bo počakalo. Če bi se ljudje malo zamislili, kaj lahko naredijo v tistih 3 sekundah nepazljivosti, uničijo življenje sebi, drugim, družinam, mislim, da bi se morali malo zavedati, no, da cesta ni igrišče in da vse ostalo bo počakalo. Ko voziš, pa vozi.
Tako, in kot rečeno že prej, če bi radi preverili motoristično življenje, tale vikend imajo priložnost v Hočah na Motoristi za živali, tudi dobrodelni boste lahko, kot rečeno Društvo za zaščito živali Maribor in pa Motoristični klub Pohorski Abohi vabijo v soboto pred Kulturnim domom v Hočah od 12. ure dalje celotno dogajanje. Verjetno boste odgovarjali tudi na vprašanja o motorjih, o opremi in o vsem skupaj. O vsem, čisto vsem. Tako. In tudi o zaščiti živali. Uspešno na motorju še naprej, predvsem naj bo varno, prijetno in obilo užitkov. Vam pa hvala za pozornost in seveda lahko noč.